Sladkor, voda, maslo. Dobro jutro. Zdravo. Ne. Ti te laske, ki se včasih držijo banane, lej tele. Jih poješ ali jih stran odlimaš? Sam vprašam. Misliš, da obstaja kdo, ki nima rad banan? Se veš, da je že počas cajt, ne? Pa, od najmanjšega proti največjemu? Majca? No, to pa je handy. Viš se zdaj. Nastavki za bor mašino. Boš? Hvala. Nisem vedel, da so 25 let v Sloveniji. Boš, mislim. Viš na majici piše. Next up! Ej, tisti, ki imate pse. A vaši psi kdaj zaspijo v stoje? A veš, kaj se ne dajo? Kaj so takole? Tebi govorim, ja? Dobro jutro. Stari, kako ne to odprem, no? This is a very hard box to open. What is this, goddammit? Obesek z medvedkom. Medvedek z obeskom. Puzzle for you. Darila for you. Oh, now you got me puzzle. Ker radi gledamo tvoje vloge, ekipa K-print, puzzleforyou.com. Oh, to smo mi! Veš, ko smo šli na morje. A ja, čak, stari. Dobra. Goddammit, I'm slow. Až ta puzzle je ta slika. Le moje zobke. Puzzle for you. Thank you very many. Tretja škatla. Pokica! For the record, Tina bi že na 14 dni rada odprem to škatlo, pa sem ustrajal, da ne. To pa zato, ker pravijo so tukaj noter kokice. Kako bi Američan prebral kokice? Give me some goddamn kokike. 1, 2, 3, 4, 5. Najprej pa list. Pozdravljen, Ciril. Po vikend raziskovanju hitrih Porschejev v Splitu se bo prilegal umirjen večer pred TV s puncama. Mi pa smo poskrbeli za kokice pokice. Štarci rečejo pokice. Kokice. Pravno iz posebne vrste genetsko nespremenjene koruze, ki na vročem zraku brez olja počijo veliko okroglo kokico. Kokice na to dodamo različne sladke in slane okuse, ki so pripravljeni iz pravih sestavin brez barvivih in ovečevalcev okusa. Lep dan in dober tek, špila Maja, Alan Uraš. 1, 2, 3, 4, 5. Veš kva? Apfelstrudel. Cimec, stari. Gustav, gremo dalje. Slednja škatla. To pa vem, kaj je. Če pa slučajno ne veš, kaj tole pomeni, boš pa zdaj kmalu. Veš, že Albrecht, pobudnik tele akcije, mislim, tele nalepke, ki se vse bolj pogosto pojavlja na slovenskih avtih. Kje imam nož? Kuhan, kje pa? Zdaj pa brez jebancije dol poslušati. Kot prostovoljni gasilec, tudi kot zdravstveni reševalec se na cestah srečujem z marsičem, ampak tisto, da smo v polni zaščitni opremi sredi poletne vročine tekli pred gasilskim avionom, kamionom, da smo na roke umikali nepravilno razvrščena vozila, no to je bil pravzaprav razlog, da sem se spravil in poglobil v zakone, pravila doma in po EU ter kmalu ugotovil, da pravega ozaveščanja v Sloveniji sploh ni bilo. No zdaj pa, če koga zanima, kako je to izgledalo, ko so se gasilci prebijali po avtocesti, pa umikali vozila samo zato, da so lahko prišli na kraj nesreče, daj pet na YouTube, pa odpiš noter prebijanje po avtocesti. Glavno že, ti lahko malo svoje pleše pokažem. Tako da, daj. A veš, če se žgužva na avtocesti, obstaja velika verjetnost, da je prišlo do prometne nesreče. Kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da bo nekdo mogel prav hitro mimo tebe, zato da bi prišel na kraj prometne nesreče. Se sploh ni tako težko, ali levo ali pa desno. A veš, kaj s tem lahko narediš? Rešiš lahko življenje. Že, če bi bilo več takih, kot si ti, oziroma takšnih, kot ste vi, ki se zauzemate za to, da se pri nas dejansko nekaj spremeni in se s tem vpliva na človeško življenje na tak način, da se jih reši. No in kaj naj ti rečem? Na ta zadnji, na ta največji škatli je pa tape od Grossbasketa. To je pa zgodba čist zase, zato ker pride zraven z eno tako fejst orenko obrazložitvijo. Ok, to je to, kar se tega vloga tiče in če boste od tega odnesli samo eno stvar, ne bo to prosim tale. Če se zagužva, prosim lepo, stvar je zelo preprosta. Umakaj se na levo, ali se umakam pa na desno, počakaj, da vidiš, kaj se zgodi. Mogoče sistem ustvaril prosto pot za reševalna vozila, za gasilsko vozilo, za policijsko vozilo. Ni tako težko. Zdaj prav mi to. Ščesa? Štrudel. Sladkor, voda, maslo. Poznaš to akcijo? To sem slišala po radiju, da moraš se na onem pasu čist levo, na onem pa čist desno. Se pa ni vedno bilo tako? Ja, zdrava pamet je vedno tako velevala. Akcije je bilo bolj malo, pa že po pizdu. Ja, car je.